Dobro večer, spoštovana publika. Danes gostimo akademskega kiparja Marka Zelenka iz Trana, iz Izole je doma. Kot ste opazili, je kamnar, kipar, ta prave, ta stare vrste. Glede na svojo starost je to ena taka, rekel, čudežna, redka kombinacija še, da se še kdo ukvarja, rekel, s tolčenjem kamna oziroma, kako se že temu reče, buten skalo. Marko, midva sva oba sva kamnarja, tako rekoč, ampak obstaja seveda ena razlika med nama, ne. Ti si bil rojen v kamen, jaz pa ne. Malo pa bojo tem. Ja, no, dobro večer vsem, ki ste prišli. Ja, res, od rojstva sem nekako bil dol v Istri, ne, tam v Zgožnjana. Mislim, moji živijo dol in tako, tam odraščajo, tako živim v hišči iz kamna in v Izoli me to kar spet živeti v tej hišči iz kamna, ne, in sem obkoljen s tem, ne, mislim, težko se izogrem tem. Ja. Kaj bi te došli? Povej, no, kako si prišel v kamen? Recimo, tako le rečem, ne bova zdaj se spominjala srednje šole, osnovne, tiste brezvezene, ampak kako si na akademijo prišel študirati, kako si tam vedel, da je to? Ali pa kdaj si izvedel? Ja, tako je. Kdaj ti je ta prav kamen? Moram biti iskren. Ja, prosim. Kdaj ti je ta prav kamen na nogo padel? No, tako, v bistvu začel sem z dolgceta, če moram povedati po resnici, ne. Ki sem v neko rodil doma in nek sem došel poletje pa od vroče in to, in nisem vedel, kaj točno delati. In sem začel nekaj brezvezati, prekrasno nekaj tošt. A še imaš to? Se še ki najdeš, recimo, prideš v Zgožnjan pa neki... Ja, definitivno, še zmeraj to funkcionira. Ampak, pol pa tako, je prišlo, oče je to videl, je rekel, no, zakaj ne bi ti šel do Janeza, tega mojega prijatelja Pirneta, kiparja. Pa jaz sem se še nekaj upiral, nekaj mulc in to. In pa sem pa šel dol, kao, za en teden in sem ostal tam 2 meseca. In mi v enem tednu ratalo jasno, da bo to nekako moja rdeča nit, ne. Material, ki mi ustreza. Janez Pirnet, Sipar, Umak, tako. Istra. Ja, jaz sem rekel tako malo romantično napisal, ne, v izloženko, kaj tale noter. Ja. Zdaj, o kamnu in v zvezi s kamnom seveda vedno krožijo eni taki polmiti četrt čudne zgodbe, recimo, kako je to nekaj treba imeti eno spoštovanje, občutek, tako jasno seveda, ne, mi imamo vedno, do kamna pa mogoče še posebej en respekt, ne, ker nam ne dovolj nič, ne, kamen je tisti, ko narediš napako, se vedno vidi, ne, jo moraš pač ven spraviti ali pa drugega narediti, ne. Kamen je non-stop ultimat, ne. No, povej malo o tem, kako prideš do kamna, kaj je tisto, ko vajo poveže, ko ga vidiš, tisti moment rečeš, taj pa to prav za kip, ne, ali pa mogoče se ti že posvet, kaj boš naredil, ne. Ja, tako je, no, jaz dosti se klatim okoli tam po kamnolomih, ne, in po Krasu, in dol po Istri, ne, tako da, mislim, če vidimo iz avta v kamnja, se bom ustavil in bom šel brskati tam, ne. Pa v bistvu tisto, ko pa odloči, ali kamen gre z mano ali ne gre, je tako, že a priori, že samo oblika kamna, ne, mislim, jaz imam kamne doma, ki eni se niti ne upam začeti delati, zato ki so že taki, ki so že, bi rekel, končali, ne, mislim. Pa se nekaj pa razmišljam, pa dočem tam bo nekaj ratali z njih, ne. Pa v glavnem tisto, ki pa je važno, je pa zvok, ne. Če kamen nima zvoka, onga pravega, ponovadi ga škrtiram na stran, ne. Tako da to je na nek način, po zvoku izbiram. To je že ono glasbe, šel bi rekel, ne.
za publiko, ne, kako preizkusimo kamen, kdaj je ta prav. Dva načina sta. Kada je kamen zelo velik, ne, pa kilsko ali pa kilo popolsko macolo mahneš gor, ne, in ni zvoka ta prav. Mislim, zapojem macola, kamen pa ne. Takrat ga je treba politi z vodo, počakati na sonce, ne, in če se slučajno pojavijo kakšne vlažne črte, tam, kjer ne bi smele biti, ne, pol to ni to. Ne. Če pa brez teh črt, ne, to pomeni razpok v materialu, rasti in tako naprej, ne, zdaj še malo pedagoškega. Ja, zvok. Glej, prej sem ti malo tam nevzvoni, ko si šel na čik, ne, rekel, kako gor praznina, polnost materiala. Zdaj, vsaj na polovici tvojih kipov so skozne odprtine, skozne luknje. To je pač praznina, kako prideš iz unga prostora zadaj, skozi odprtino v ta prostor spredaj, ali obratno, ali kakorkoli, ali hodiš okrog kipa, ne, ga gledaš. Kipi pravzaprav na nek način niso podobni drugemu kot samim sebi. Ampak imajo pa eno tako fino izročilo, kot tele forma vive, recimo v Seči. Istrskih kipov, ki so jih postavljali mogoče od 60 let naprej, od Janeza Lenasija, Janeza Pirnata, profesorjev iz Labina in tako naprej, ne. Diminiča, recimo. Zdaj mi povej malo, koliko je to na te vplivalo, koliko je, ali pa najprej povej, koliko je to na te vplivalo, ali pa kdo je tvoj vzornik? No ja, se pravi, to, kar smo prej začeli viho luknje, ne. Jaz samo rečem, da to tako, to mora biti meni prepih skozi, ne. To je tako, mogoče to, ne, zanimivo mi je delati luknje skozi, ne. To so zdaj tako, mogoče ta burja, ne, lahko bi rekel tako. Predvsem rad sem vedno brskam po morju, ne, tam na plaži, z svetilnikom, ko se sprehajamo, ne, tam vedno te kamne z luknjami, ne, recimo na tem kipu, prav točno. Ne. In to me vedno fasciniralo, ne, in torej dosti kipov, recimo, je ratalo, jaz sem najdel tak kamenček in sem rekel, nič to bi pa lahko povečali, ne. In je tako ratala, pač, bi rekli, skulptura, ne. Ja, vplivali pa so, ne, kiparji razno razni, ne. Predvsem v Španiji sem jaz odkril dole enega fajnega, to je bila ta Čilida, ne. No, je bil tak monumentalist, ne, tako, lahko rečem tako. Mislim, tam, on je videl tudi s temi prostori, pa z luknjami skozi, ne, mislim, neverjetno, ko sem videl tam, to sem sicer žal videl v katalogu, ampak meni, da je v enem otoku je dejansko bila zapuščeni kamnolom, ne, in on je pol ta kamnolom po svoji želji oblikoval. To so veličine, ne, 100 metrov, ne, v višino, v globino, v širino, ne. In to so tako, on je tako bil močen, ne. Seveda, Pirnat je nami močno vplival, to ne moram se temu izogibati, mislim, daleč od tega, je bil moj majstro. Rad pa tako, no, da bi bil pa nekdo prav, da bi rekel, da tale bi pa je najboljši, ne vem. Jaz sem rad zelo bi gledal, no, recimo tam zadnji kip od zadaj je ta Noče prekolumbina, ne, sem ga poimenoval, ne. Sem naredil dva kipa, en bi se ga imenoval Dija prekolumbina, torej predkolumbijski dan in predkolumbijska noč, ne. Jaz sem v Španiji prvič videl te predkolumbijsko kulturo doživel, ne, v muzejih in to, ker sem šel in potem tam, ne, nekako, tako. Bil en moment, ki je tako pač vrata. To je težko ubesedim, no. Ampak te stare kulture sem pa še zdaj daleč od vsega najboljšega. To se pravi, ko se vračaš mogoče v navdih, ne po navdih, ampak v navdih, ne, je verjetno preteklost, zgodovina ali pa, kot si omenil, stare kulture, ne, je tista, ki nate mogoče z enimi premiki ne bi vplivali. Ampak seveda se tudi ti premikaš v glavnem po Mediteranu. Nisem slišal, da bi potoval recimo po švedskem ali pa Nemčiji. Enkrat te sečeš, nisem. Ja.
videl sem takrat, ko si šel v Španijo, da je Španija pravzaprav te je močno obdelala, zelo te je spremenila, preko čistko iz fanta pred akademijo v moža za akademijo, oziroma z akademijo narejeno. Enkrat, ko si prišel, si vedel, kaj je treba, kako zagrabati. In takrat si bil, recimo, če se prav spomnim, zelo navdušen nad Suhozidi. Ja. To so ene take fine zloženke, pazli mojstrovine. So si zelo različni. Tudi, recimo, v Sloveniji imamo veliko vrst teh suhozidov, oziroma načinov, kako se jih gradi in tako. Pa namenov. No, vse te suhozidi, ja, pardon, no, kar se suhozidov tiče, to je tako, v Grožnja stojim na terasah. Torej, jaz sem te kot otrok, sem bil velik, kot moj ščerke tukaj, sem že plezal po teh zidkih in to, in je kamen padel dol, pa smo ga nazaj trudili si dajati, skoraj težje od nas, ne bi rekli. Potem pa je zanimivo, meni te suhozidi so in predvsem fajn, ker notri eno življenje se kreira, to je habitat, in to zaraste se, pa notri, ne vem, so kače, so žuželke, je tisto, je vsega Boga, Pol me pa matra tako, da sem tam začel malo tole tuhtat, kaj bi, pa malo tako bi rekli po črnogorsko razmišljati, što manje, za što više, In tako so ratale recimo te skice, ki so tukaj na strani, ki imamo v planu pol enkrat realizirati dejansko, ampak to sem pa mnenja, to mora biti pa velikih dimenzij, To nima smisla delati, ne vem, metrskih kipov, ki ne pride do unga efekta. Ker to je meni to predvsem zanimivo, to prekladanje teh mas, te teže, Pa govorimo o ne pretirani uporabi strojev, torej vse se da premakniti na roke. Tukaj notri je treba malo več klikati povrgati. Ja, skratka, obljubljaš, na en način obljubljaš, da bomo deležni enih monumentalnih kipov, ki bojo nastali. Danes sem se hotel navezati na tele skice, risbe, ki so take zelo tektonske, zelo so, eni voljumni, ene teže se čuti iz njih, Hkrati si jih pa tako označil ali pa si naredil na njih teksturo, sledi ene obdelave ali pa mogoče samo lomljenja v pravo smer ali tako. Pa me zanima, ta razstava je tukaj... Koki? Pa me zanima, te kipi so, rekel tako, intimne velikosti. To je tisto, recimo, kar mi pa lahko brez problema dvigneva, mogoče se gre celo lahko žogati. Včer so to zložila mimogrede ven iz avta in tako. Recimo, še enkrat večji kamni so že tako, da je treba mogoče malo vdihati, pa prav se dvigati, z nogami in tako. Ti si delal že zelo stvari večje, oziroma kipe večje od sebe. In povej, recimo kipar, ki pade noter, zlasti parkalno, ko začneš, jasno se ti mudi k tistem, kar si zamislil, da boš naredil, in točeš in žagaš in si norc in pa noče ne da, ne gre nikamar in bolj, ko ga nabijaš, bolj se opera in tako naprej. In seveda, enkrat je tudi konc dneva in je treba mogoče malo se zavedati, da smo še zemljani in da je mogoče treba kaj spatiti, pa kaj pojesti, pa tako. Malo mi to opiš, recimo izkušnjo tistega velikega kipa, zdaj ga ne vidimo, ampak je pač večji od Markota. Delal si v kamnolomu, če se ne motim. Kjer ga to? V Vrsalju? V Vrsalju, ja. Ja, v Vrsalju je bilo fajn. Ta je bilo tako, ta je bilo blok 2 kubikov, 2 kubične metre kamne,
tam sem bil še sveže zaljubljen, lepe spomini, no, ko pomislim. Te še dodatno počigajo. Ja, definitivno. Ali si stal na tleh ali si lebdel? No tako, mezzopijano. Ne, nasplošno, no, tegi monumentalika, mislim, jaz tisto jemljem tako kot ono moje resno delo, ne. Te mali ekipi mi je guž dela, ampak to so tako, bi rekel, to vedno se mi jemljem kot eno skico, ne, za neka bodoča večje stvari, ne. In več, tam je pa tako, tam pa je borba, ne, tam je pa smisel tega, tam prideš, kdo bo koga, ne, pa prilagajanje, pa oduzemanje, pa poči po strani, pa spet užgat možgane, s tem, da itak ponavadi vedno so hektolitri vina, jaz zraven, ki stečejo tam, ki nisem bil še na simpoziju, da se ne bi, da ne bi tako. In pol je pa fajn, ki so pa ponavadi tudi mednarodni ljudje in pa se to družiš, pa pogovarjaš, dejansko si v, ne vem, en takem trans momentu, ne vem, bi rekel. Cel dan se vrti samo okoli unega. Ne, cel teden, cela 2 tedna in mesec, kolikor traja pač, ne, simpozij, ne. Tako da, ne, tam tisto je fajn, ne. In spet, posel pa spet, ne, ona moja fascinacija, ki sem ko otrok, ko pride mašina in to dvigne in se ti pravno mogli, ki pa je bilo zanimivo to, ne, da jaz sem ga delal po tleh in sem rekel, ono, čakaj Marko, ma kaj to delaš spet brez veze, ne. Ki je bilo tam, imenuje se monoliti, ampak iz enega kosa deluje pa kot da iz 3 kosov kamna. Pa ko smo dvigali stvar, so pa že prišla 2 turista, pa že rukala gor ta zgornji del, bi rekli, ne, zgornji blok, ne, ki je v bistvu. Torej, efekt čarovnije je ratal nekako, ne. No, pa tisto v bistvu le neka potrditev, šele ko so oni začeli to delati, ne. Ja. Erotika. Te oblike tukaj več ali manj vse, ne, so vezane na telo, na človeka, na spolne organe, na gladkost, na mehkost, ali pa na ostrino, ne, ali pa na tisto, kar kiparija, veste, hodimo in skozi potlej gledamo, ne, in ne delamo vse sorte, ne. Najprej velike količine šraufov, vseh sort, ne. Tako da bi lahko odprt, ne. Potem najboljše so pa tako kakšne plaže, ne, ali pa malo od plaže strane, nekih 100 metrov, ko se plast zamenja v Istri in je noter v zemlji poln kamnov, ki so že fertik, ja, ne. Ampak tega je take količine, ne, da pol moraš skozi preklapljati ene registre tam, kjer boš zdaj vzel s sabo, ne. Kako boš to sploh odnesel, ker je tako zaznoret materija, ne. To je ogromno. Vse skice so že narejene in v bistvu moramo sam, ne vem, kot si rekel, povečati, ne, ali pa nekaj, ne. No, ampak, to hočem reči, ne, ti to najdeš, ne, neseš domov, pa pol. Pa pustim, da se paca, bi rekli, učem. Seveda, take kamne jaz pa navadi puščam, da jih opazujem, dokaj ne pride moment in začneš delati in se ti zbistrija, pa ga obrneš en tako, pa to izpet en mesec tam po strani, ne, pa na drugo stran. Tako to ratuje, ne. Skratka, ja. Kamen se spreminja, ne, ampak spreminjaš se pa tudi ti, ne. To je, kot si rekel, en mesec takole, pa drug mesec drugačne, pa ga pozabaš, ne, pa ga spet srečaš, pa vidiš kako, ne. Ampak vmes se, seveda, tudi ti spreminjaš, ne, kar sicer ne opaziš tako očitno, ne, ampak skratka, ideja, ki si jo imel na začetku, na koncu, marsikdaj spremenja. Marsikdaj že pri skici iz gline, pa recimo, da imam kocko, ne, pa da nabavim kamen, pa težko, da bo ratala glih taka, kot sem si zamislil, ne. Kar se zgodi nesreča, ne, se odleti. Ja, to bo prkamno. Tam pa bolj moraš majmunisati, ne, nekako. Si rekel, da narediš skico iz gline. Zdaj, prkamno je tako, ne.
na pamet klesati ali pa direktno klesati, kot rečemo, ne, kar tako iz glave, ne, to je najtežje. To je v bistvu strašno, ne, ker v glavi sicer vidiš, ne, ampak nimaš dimenzij, pa ne moraš pošlatati. Ne. Se mi zdi, je zelo pomemben to, da ga začutiš tudi z roko. Pa. Ja, pri meni je zelo važna risba. No? Z risbo največ, bolj kot glina. Ne? Torej, jaz večinokrat se zrišem v papirju, pa začnemo kar v kamen. Ne? Recimo tukaj pa trije kosi, recimo 4 so pa, ki so ratali kar tako. Pa sem začel, pa nisem vedel, kaj delam. Sem kar začel odbijati, recimo bil kamen, ki je stal zunaj, sem moral ga ščistiti, ne, torej, kar je bilo razpok, kar je bilo starega kamna dole. Pa sem začel počasi oblika rojevati, ne bi rekli. Recimo tale Oculus, ne, tega sem jaz zafrkaval se okoli njega skoraj več kot pol leta, tako mičken, ne, pa recimo v 2 tednih pa narediš 2 kubika, ne. Samo ko delam 2 kubika, jaz točno v štartu vem, kaj bo tam delam, tam ni debata več. Tukaj sem se pa prepustil. A se strinjaš, da je majhen kip bistveno težji narediti kot velik? Ja. V dosti pogledih, ja. Dobro. Glej, jaz mislim, da sva nekako malo izčrpala temo. Če bi kdo želel kaj še vprašati, prosim, zdajle po slavnostni, razglasitvi, tako naprej. Seveda vabili. Ali pa kasneje. V druženju. Vprašajte Markota, preden se odpelje v Izolo, v naše lepe kraje, v našem lepem morju. Ja, jaz sem navdušen nad tem, da si pristal, da si se odzval, da si naredil in da te lahko razstavljamo tvoje kamne. Vabljen še kdaj. Jaz od tebe seveda nedvomno pričakujem še tako da, ja, hvala, da si prišel. Ja, hvala enako. Hvala vse, ki ste prišli pogledati. Še jaz bi v imenu Kulturnega doma Franca Bernika se zahvalila za to, da imamo danes možnost videti te prečudovite skulpture in se mi zdi, da je bilo lepo tudi na pogovoru. Vsem vam povem, da bomo stole umaknili jutri in če bo kdo želel doživeti te kipe še brez teh morda nekoliko usiljenih dodatnih skulptur. Pohištva. Tako in pohištva pridite, ko bo to možno narediti tudi v bolj intimnem vzdušju. Se mi zdi, da s temi ekipi je kar treba malo vzpostaviti takšnih povezav. Skratka, hvala za to. Še eno obvestilo za vas. V januarju vas vabimo na ogled enega posebnega filma. Mislim, da bomo kar v 1. ali 2. tednu imeli možnost v domžalskem mestnem kinu videti film o angleškem slikarju Turnerju, tako da ste vabljeni. Po projekciji tega filma bomo pa z Juretom pripravili tudi en tak tematski pogovor na osnovi tega filma, tako da spremljite naše koledarje za mesec januar. Mislim, da 3. gre na pot po Sloveniji, tako da mi bomo zelo hitri, kar se tega tiče. Bomo imeli pa še pol kulturni program, ne? Vse smo ga imeli že zdaj. Evo, čestitke. Jaz se zahvaljujem še enkrat, no, pa hvala. Čestitke. Hvala. In z veseljem. Mačica po morju plava. Zebra. Kaj jo? Kaj zdaj? Tako si prej. Zdaj pa mikrofon naredi svoje. Ale naprej. Vetrake.
Ja? Die neueste Show. Ah ja? Ja, das ist den Jahrgang in Hochbegrabi. Bevor wir in der Akademie, ja. Ah, ich bin in der Gara, ne? Ja, so, ja. Wir sind vor Amerika.